Pozdrav iz studija 136, to so Vesti na vesti. Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna. Proračunski primanjkljaj naj bi letos znašal 1,133 milijonov evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Zvišala pa je tudi trošarine na cigarete, ki bodo pričele veljati s 1. majem. Finančni minister Franc Križanič. Pri konstruiranju rebalansa in proračunske politike smo upoštevali 0,6% rast bruto domačega produkta v tem letu in pa 1,1% inflacije. Se pravi izrazitev upočasnitev rasti in pa tudi umiritev inflacije povezano s sedanjo finančno krizo. Nič ne piše v Luninem vodniku, da so sprejeli rebalans. Sicer pa piše, rahlo temačen čas, možnost blokade, ne iščite krivca. Na včerajšnji manifestaciji ob 17-letnici izbrisa iz registra stalnega prebivališča vseh tistih, ki si do 26. junija leta 1992 niso uredili statusa, se je včeraj na Prešernovem trgu zbralo okoli 40 izbrisanih, ki so s prižigom sveč počastili tudi spomin na 1300 umrlih izbrisanih, ki po navedbah organizatorjev niso dočakali poravnave pravice, ki je bila storjena izbrisanim. Če boste vložili kakšno odškodnino za vse, kar ste časa preživeli? Nisem baš siguren, kaj je odškodnina. Molim Boga, imam rak v glavi, imam očima, da preživim, tako da ni mi za odškodnino. Edino, če bojo svi dobivali, kaj ne bi jaz to. Sam prosim našo vladu i to sam da nam vrne ono kaj je naše, a ne da Grims pa Jelenčić pravi da smo mi agresori i da mi krademo Sloveniju. Bivša vlada na čelu s Peterletom, Baučarem i Debelakom su nas prokradli i samo bi prosio da tu njihovu krivicu isprave da nam vrneju to nazad. Gdje ja živim? Okoljski minister Karl Erjavec, je napovedal, da bo kandidiral na volitvah za Evropski parlament. Odločitev je predsednik vlade Borut Pahor komentiral takole. Moje delo predsednika vlade terja od mene polno moč in angažiranje in prepostavljam tudi od vseh ministrov. Zato sem ministru Erjavcu dejal, da sem nezadovoljen s pričo njegove odločitve in da od njega pričakujem, da če bo že vztrajal pri njej, upravlja svoje delo popolnoma nemoteno in mora biti kandidatura podrejena delu vlade. Ja, Pahor, se mar sprenevedate? Saj ste tudi vi kot predsednik državnega zbora kandidirali v Evropski parlament in celo zasedli tamkajšnji stolček. Kahla Erjavca bi vendarle lahko pohvalili, saj sledi vašim korakom. Preverili pa smo tudi, kako zadovoljen je premier z delom letečega odposlanca, svetovalca Dimitrija Rupla. Vesel sem, da je uspešno posredoval v Rimu. Njegovo posredovanje pri sogovorniku v kabinetu predsednika Berlusconija je pripeljalo do možnosti, da sta s predsednikom Berlusconijem v robu decembrskega sveta Evropske unije sklenila dogovor, da italijanska država nudi pomoč oziroma sredstva v višini 1 milijona evrov. To se je tudi zgodilo in mislim, da je to kar lepo dosežek. Ste vedeli, da je Pahor škorpion, Rupsije pa oven po horoskopu? Ja, ful. In tle sem našla en forum in žena tako piše svojo izpoved. Midva z možem sva oven in škorpion, torej sva oba zelo trmasta. Vendar prej popusti mož, škorpion. Te dni pa mimogrede v medijih odmeva novica, da ne bi bilo podjetje Maska 55, ki je v lasti znanega igralca in režiserja Branka Đurića Đura, odgovorno za utajo davkov. Vest smo seveda poskušali preveriti pri Iztoku Verdniku, odgovornem za stike z javnostmi Državnega urada Republike Slovenije. Kaj lahko poveste o tem primeru konkretnem? Pravzaprav nič, ker gre za davčne tajnosti. Ali lahko vsaj potrdite, da je dotično podjetje bilo
pregledano. Ta podatek, ali je nek davčni zavezanec do postopkov, do inšpekcije, je opredeljen kot davčna tajnost. Leta izkušenj malih kučnih čarolija so obrodile sadove. A že so pare? 150.000, že. Evo jih. O analitsko-teoretski politologiji komentar dneva Aleš Guid. Ali je Guid? S študijem analitske politologije študentke in študenti dobijo vpogled v politične teorije in doktrine ter v delovanje sodobnih političnih procesov in institucij. Poleg tega študentke in študentje pridobivajo znanja s področja političnega sistema, primerjalnih političnih sistemov in posameznih politik. Teoretsko in metodološko znanje jim pomaga pri raziskovanju nacionalnih in globalnih političnih fenomenov. Poleg teoretskih, študentke in študentje pridobivajo tudi praktična znanja ter veščine govornega in pisnega izražanja. S končanim študijom lahko diplomantka ali diplomant začne svojo karierno pot na področju zunanjih zadev, v javni upravi, v novinarstvu, lahko upravlja s človeškimi viri, se poglobi v informatiko, v politične stranke, lahko sodeluje z vodstvi podjetij, pri lobiranju, v evropskih institucijah, v nevladnih mrežah, se znajde med zasebnimi podjetniki, analitiki, političnimi svetovalci, raziskovalci in podobno. Sedaj pa še nekaj besed o društvu Politus. V želji, da bi pregnali sivino s Fakultete za družbene vede v Ljubljani, so januarja 2001 študentke in študentje politologije ustanovili študentsko politološko društvo Politus. Vse od takrat naprej se trudimo ostati zvesti naši osnovni viziji, ki je ustvarjanje kritičnega okolja, ki bo posamezniku omogočilo prevzeti aktivno vlogo v družbi. Naše poslanstvo je spodbujanje, podpiranje in promoviranje dejavnosti, širjenje informacij in znanja ter povezovanje študentov in na področju družboslovja in humanistike. V okviru društva se v te namene odvijajo okrogle mize, javne tribune, simpoziji, predavanja in bralni krožki. Poleg tega organiziramo debatne večere, poletne šole, filmske projekcije ter različne zabavne večere. Med mednarodne aktivnosti društva spadajo mednarodne izmenjave študentov, strokovne ekskurzije, mednarodni kongresi in delovni seminarji. S povezovanjem in spoznavanjem različnih političnih kultur želimo namreč širiti obzorja in s tem ustvariti strpno in konstruktivno ozračje. Intenzivno sodelujemo tako z številnimi društvi, zvezami in organizacijami na in izven fakultetnega okolja, kot tudi z mednarodno organizacijo študentov politologije IAPS, ki ima svoj sedež v Ljubljani. Z IAPS-om tako letos med 4. in 9. majem organiziramo mednarodno konferenco in generalno skupščino z naslovom Political Science, a Different Perspective. Torej vljudno vabljeni na vse naše dogodke, še več informacij pa si lahko pridobite na naši spletni strani www.politus.org. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Glasbeno-gledališki kolektiv Paramundus bo nocoj na odru Stare mestne elektrarne Ljubljanske predstavil žepno opero Novi čevlji, za katero je libreto in glasbo prispeval Gregor Strniša. Včerajšnja vaja pa je izgledala takole. Če pa je res tako in se vam res mudi, pa vas jaz odpeljem svojim policijskim avtom. Sinoči je v klubu Inbox nastopila Langa z gostjo Manco Špik. Na koncertu je bilo sicer vsega 100 obiskovalcev. Jutri si boste lahko ogledali celotno reportažo z dogodka, kajti Jožeta smo seveda povprašali, če kaj obžaluje izpad po razglasitvi zmagovalca Eme. Tu pa je odgovor Mance na vprašanje, ali so prišli ljudje poslušati njo ali Lango. Kaj pa vem, jaz sem prepričana, da, oziroma ne vem, lahko bi rekla, da sigurno zaradi Lange. No, jaz sem en tak glasbeni gost, ponavadi se kakšna taka skupina odloži, bo na turneji, a nekaj bomo zdaj delali kar po večjih krajih po Sloveniji, odloči za enega glasbenega gosta, za danes so se odločili za mene, tako da mi je bilo res v veliko čast. Ampak, ko sem videla par ljudi, ki znajo moje pesmi, nekaj ljudi tudi z Facebooka, ki so rekli, bomo prišli zapeti tvoje pesmi, tako da če kakšen zaradi mene, sem pa še toliko bolj vesela.
Še vreme. Marc, Marc, Marc! Marc! Iz ljubljanskega studia 136. To so bile vesti na vesti. Marc!